Ja, vzgibi za pisanje, ne vem, vsake toliko časa se mi zdi, da moram kaj napisati, razmišljam, o čem bi bilo zanimivo kaj napisati in potem se lotim pisanja. Gospod Filodendron je nastal tako, da sem eno leto dobil 3 ponudbe, da bi delal dramatizacijo Butalcev. In na koncu iz nobene ni bilo nič, še tista, ki je vse kazalo, da bo, se je potem sfižila. No, jaz sem pa vmes malo to študiral in se mi zdelo, da bi moral si še kakšne dodatne like izmisliti, da bi naredil eno tako, malo bolj tako, pač eno gledališko zgodbo, malo bolj celotno. No, jaz sem si potem tegale Filodendrona zmislil kot enega tacga, bi rekel, butalca, se pravi enega človeka, ki ni prav bister, ampak ima pa to lastnost, da ima srečo, da se mu zmeri srečno izteče. In potem je nastalo 12 zgodb. Jaz se trudim pisati take zgodbe pa pesmi, ki so na nek način zabavne, hkrati pa, da še kaj povem z njimi, kar bi želel povedati. Ne vem, pač zaradi tega pišem. In gospod Filodendron je, mislim, njegove zgodbe, njegove dogodivščine so verjetno take, bi rekel, na nek način značilne za to, kar pišem, kako pišem. Sem pa, je bil nekako na začetku tega, ko sem enkrat ugotovil, da sem malo zafrustriran, ker pišem tako take pesmi, ki so dosti besednih iger je v njih in so nekako težko prevedljive, in sem si potem rekel, kaj če bi se začel truditi pisati kratke zgodbe, in tukaj nekje se je ta Filodendron je bil eden od prvih, tako da ga imam še posebej rad za to. Veliko je takih, mislim tako, ko me v šoli, ko nastopam za otroke, po šolah, pa vprašajo, katero vam je najljubše vaše delo, pa ko zmeraj rečem, da pravzaprav so mi vsa po svoje najljubša. Ena so se mi seveda malo bolj kot druga, ampak ogromno jih je takih, tako da sem že v teh letih, da si rečem, mislim, da sem že kar nekaj naredil, tako, ker je življenje dolgo. So mi pa tudi, mislim, prav tako, zelo hecno mi je, ker razmišljam, kako so različne stvari počneš, ko si mlad, pa kako potem, ker sem starejši, sem sigurno bolj ziharaški, pa manj predrzen, pa nesramen, kakšna mladostna je taka, da bi danes v tej politično korektni družbi težko skozi prišla. Danes, čist sami sebe ne bi več mogel takih pisati, tudi zato, ker sam verjetno gledam na svet drugače. Tukaj pač prevedene so 4, 12 zgodb je, prevedene so 4 in izmed teh 4 sem izbral eno, ki govori o morju. Naslov je Gospod Filodendron in morje. Pač tam je, vsaka ima eno ozadje, v bistvu te zgodbe. Vse so malo z mano povezane, in ta je prav direktno z mano povezana, ker to se je res meni zgodilo, samo da se meni zgodilo pri 5 ali 4 letih, medtem ko se je gospodu Filodendronu že pri, ne vem, kakšnih 30. Gospod Filodendron in morje. Gospod Filodendron marsičesa ni razumel, a mu je bilo to včasih celo všeč. Ko je po radiu poslušal popevko v tujem jeziku, si je lahko predstavljal, da poje o čemarkoli je hotel. Recimo o tem, kako dober zajtrk si je pripravil tisto jutro, ali o tem, kako bo nekoč izumil nekaj, česar ni še nihče in bo postal slaven.
Zato je imel popevke, pri katerih ni razumel besedila, veliko rajše od tistih, ki jih je razumel, in so pele o dežnih kapljah in nesrečnih zaljubljencih. Koga pa zanimajo dežne kaplje in nesrečni zaljubljenci, se je jezil in nemudoma poiskal radijsko postajo, na kateri so predvajali kaj takega, česar ni razumel. Seveda ni razumel tudi marsikatere slovenske besede. Tako na primer ni vedel, kaj je parlament, kaj je medicina in kaj je odstotna točka. A ga to ni prav nič motilo, saj se je s sosedi o vsem potrebnem lahko pogovoril tudi brez teh besed. Edina beseda, za katero ga je jezilo, da je ne razume, je bila morje. Gospod Filodendron namreč še nikoli ni bil na morju. Ko je hodil v šolo, so se o morju sicer učili, a tisto uro ni poslušal učiteljice, pozneje pa si nikoli ni upal vprašati, kaj to je, saj se je bal, da se mu bodo smejali. Tako še zdaj ni vedel, kaj za ena nenavadna reč se skriva za to kratko besedo in je bil vedno, kadar je kdo omenil morje, v zadregi. Nekega toplega poletnega dne, ko je ravno ugotavljal, kako prijetno je že sedeti v senci jablane, se je pred njegovo hišo ustavil gospod Šipek in rekel: "Zdajle mora biti pa na morju že zelo prijetno." "Ja, res je prikimal gospod Filodendron in se delal, da razume. Hkrati pa na vso moč napenjal možgane in se trudil, da bi si predstavljal, kakšno bi lahko bilo to presneto morje. Biti mora nekaj, na kar se gre, pa ni ne hrib ne gora. Gre pa se tudi na obisk ali na izlet. Tako da je morje lahko podobno ali hribu in gori, ali pa obisku in izletu, je premišljeval. Bil je tako zatopljen v to svojo misel, da najprej sploh ni slišal, da ga je gospod Šipek nekaj vprašal. Zato je gospod Šipek vprašanje ponovil: "Gospod Filodendron, a bi mi napravili uslugo in šli z gospodom Lešnikom za en dan na morje? Obljubil sem mu, da mu bom pomagal zamenjati strešnike na počitniški hišici, zdaj pa imam neke druge opravke in nikakor ne morem." Gospod Filodendron se je izogibal delu, kadar je le mogel. Zato je bil gospod Šipek precej presenečen, ko je tokrat kar planil po konci in brez oklevanja navdušeno vzkliknil: "Ja, seveda, lahko." Med vožnjo proti morju je bil gospod Filodendron zelo vznemirjen. Nenehno je gledal naprej in čakal, kdaj bo zagledal kaj takega, česar ni videl še nikoli. A vse, kar je videl, je že poznal in to pač ni moglo biti morje. Po 2 urah vožnje sta prišla do neke vode. Tudi vodo že poznam, si je mislil in iskal naprej. Potem sta se pred neko hišico v bližini vode ustavila in gospod Lešnik je rekel: "No, pa sva tu." Gospod Filodendron ni več zdržal. "In kje je morje?" je vprašal čisto počasi in zelo previdno. "A ga ne vidite?" se je začudil gospod Lešnik. "No, ne vem," je bil gospod Filodendron v zadregi. "Zadnje čase mi nekam nagajajo oči." "Tule pred nama je vzkliknil gospod Lešnik in pokazal na veliko vodo. Gospod Filodendron je od začudenja odprl usta. Potem je tiho zašepetal: "A voda je morje!" in je bil zelo razočaran. Ja, zelo vesel sem, da so prevedene v angleščino tele 4 zgodbice, da pač še kdo drug to lahko prebere in ima mogoče s tem veselje, kot samo tisti, ki bi se morali zaradi tega, če bi jih to zanimalo, slovenščino naučiti.